večer. Danes je noč, ki ima posebno moč, ker ima muzejsko noč. Mislim, moč. Muzejska noč ima posebno moč. Torej, dobrodošli na poletni muzejski noči, 22. zaporedoma je. To je 3. sobota v juniju, ko vas povabimo v muzeje, slovenske galerije in tudi druge ustanove zvečer oziroma po noči. Mogoče je to za kakšno ustanovo kaj posebnega, za nas ravno ni, ker smo ravno danes po noči šli iz tega gradu, ker je bila včeraj ena velika prireditev pri nas, ampak seveda to pa, da so odprte vrata tudi muzeja, pa je recimo ena izmed posebnosti tega dne. Torej, danes bomo začeli ta večer s koncertom, ki je nekaj drugačnega, ki je bil za vse nas en tak velik izziv, ampak jaz verjamem, da bo odlično in da se bomo imeli krasno in da bo tudi ta izziv nekako naletel na veliko vaših krasnih odzivov. Se pravi Simfonični orkester, Glasbene šole Krško in skupina Contradiction. Ampak preden začnejo, seveda ste pa že navajeni, da moramo vam še par stvari povedati. Namreč Skupnost muzejev Slovenije je organizatorka te akcije, skupnost, ki združuje 75 slovenskih muzejev in galerij in deluje že od leta 1970. Predsedstvo skupnosti povezuje pač vse nas, ki upravljamo muzeje na Slovenskem. Moram reči pa, da drugi mandat pa to predsedstvo vodim tudi sama. Tako da sem še posebej vesela, da vas lahko nagovarjam letos tudi kot ena izmed koordinatork tega projekta in sicer v 61 krajih, v 79 ustanovah po celi Sloveniji, na 162 prizoriščih bo danes se odvilo 357 dogodkov, torej od 6. ure pa nekje do polnoči. Tudi pri nas po koncertu, potem še ob 10. nekaj popolnoma novega, vodstvo z izjemnimi osebnostmi naše zgodovine, pride Janez Vajkard-Valvazor, če ga mogoče poznate, z nami bo tudi Josifina Hočevar je prišla in še posebno gostjo imamo danes iz dvora, iz Dunaja, ki ves čas govori samo fidong. Tako da, če imate čas, potem vabljeni tudi ob 10. Ampak o tem razmišljajte po tistem zadnjem aplauzu, po vsem tem, kar boste doživeli, pa v približno uri, malo če nekaj trenutkov, od sedaj. Rada bi še povedala, da smo lani s Simfoničnim orkestrom Glasbene šole Krško praznovali njihovih 30 let, se pravi je letos 31, sem kaj narobe rekla? Ja, tako. 30 let. Letos pa tudi oni z nami praznujejo 75 let našega muzeja. Pravi praznik, naš rojstni dan, pa je v sredo 26. junija. Pred 75 leti je bila to nedelja in so se dobili ob 11. dopoldne. Letos pa je to sreda, pa se dobimo ob 7. zvečer. Odprli bomo prenovljene razstave stalne, posvečamo to leto tistim vsem vam, ker ste to v bistvu skoraj vsi, ki vas tukaj gledam, ki radi pridete k nam, ki nam velikokrat donirate svoj čas, nam donirate tudi kakšen predmet, ki ima izjemno zgodbo in ki potem skozi razstavo z drugimi predmeti pripoveduje o tej izjemni dediščini na našem območju, se pravi od Radeč do meje, potem še malo sežemo v Bistrico v Sotli, pa malo še v Kostanjenico na Krki, se pravi v današnje Posavje. Posavski muzej že od tistega junija 1949 nosi tudi to ime. Mi smo res prva ustanova, ki je dobila ta pridevnik, se pravi Posavski muzej. Sedež pa je takrat po sklopu okoliščin po vojnih postal naš Brežiški grad. Ja, dobro. Malo čas potecala. Mi rečemo vljudno vabljeni, nič siljeni, se pravi, niste siljeni, ste pa vedno dobrodošli. Tako kot je vedno dobrodošel tudi Simfonični orkester Glasbene šole Krško. Hvala glasbenikom, hvala glasbenicom, hvala Peter Gabrič. Boste videli, da je ta noč res svojo posebno močjo danes tukaj z vami. Tako, zdaj pa hvala lepa, srečno vsem nam, vam pa veliko užitkov. Hvala.
začetku poletne muzejske noči v Posavskem muzeju Brežice. Z vami nocoj Contradiction, z nami, za nami in mi z njimi pa simfonični orkester Glasbene šole Krško.